Lep pozdrav, draga cerkev. Dnes je spet ena posebna nedelja, imamo dan zahvale in spet malo noče kot pa ponavadi. Smo nadaljavo povezani in da sem razmišljal o dnevi zahvale, sem med dnevi naletel na eno zanimivo izjavo od Nika Vujčiča. Si ga poznate? To je fant, ki se je rodil brez rok, brez nog, ima samo eno malo nogico in on je to pravil. Mi imamo izbiro. Lahko sem jezen zaradi vsega, česar nimam, ali pa hvaležen za vse tisto, kar imam. In mislim, da ta izjava pošlje zelo za današnji dan. Kajti, mogoče smo leko jezni, da smo moramo biti doma, da ne moramo priti v cerkev, da ne moramo skupaj proslavljati dneve zahvale. V bistvu smo pa leko tudi hvaležni za tej čas, da imamo tehniko, da se leko vidimo preko spleta, da se leko poslušamo, da leko imamo stik eden z drugimi, da nam je to zdaj v tom času omogočeno. In zato ščem, da bi današnji dan resen vsi skupaj preživeli v zahvaljevanju, v čaščenju našega Gospoda. Malo drugače, kot smo navajeni, ampak vseeno. Večkrat smo že poudarili, Bog je ne vezan na prostor, niti ne na cerkev, ampak je z nami, tam, kjer smo doma, ene mogoče na kavči, drugi za mizo, kjerkoli ste, združimo se kot cerkev. In za uvod bi rad prešel še en psalm, sicer psalm 100, ki to pravi: Vzklikajte Gospodu vsa zemlja, služite Gospodu z veseljem, pridite preden z vriskanjem, spoznajte, da je Gospod Bog. On nas je naredil in mi smo njegovi, njegovo ljudstvo, čreda njegove paše. Pridite k njegovim vratom za zahvalo, v njegove dvore zahvalnico, zahvaljujte se mu, slavite njegovo ime, zakaj Gospod je dober, na veke traja njegova dobrota, od roda do roda njegova zvestoba. Tu nas psalmist poziva, da naj pridemo z zahvalo, z slavljenjem pred njegove vrate, naj pred njega prinašamo čast in slavo, ker smo njegove. In rad bi, da tudi to v nekaj naslednjih pesmih napravimo. Malo smo pobrskali po arhivih in vam pokažemo ali pa vas spomnimo na čase, da smo skupaj v cerkvi ali pa na koncerti slavili našega Gospoda. In istočasno pa naj bo to tudi molitev zahvale. Naj Gospod tudi pomaga našemu narodi in situaciji, v kateri smo se znašli. Uživajmo in skupaj slavimo našega Gospoda. Božja moč naj tu med nami veje, hrepenenje ti globoko v nas, daj ozdravi svoje ljudstvo, pošli svojega duha med nas, ozdravi naš narod. Naš narod, izli duha nas za Slovenijo. Čutimo, da duše k nam prihaja, silni val prodira na zemljo, nosi odpuščanja, molimo Gospod, obnovi nas, ozdravi naš narod.
Slovenijo. Izli duha nad vso Slovenijo. Aleluja, amen. Stiskajo srce, takrat nebo ozrem se in potiho prosim te, bodi tu z menoj. Ti dvigneš me, postaviš na ti dvigneš me, z menoj greš čez vodi. Čutim moč, ko nate se nasloni. Ti dvigneš me v novo upanje. Srca le v strahu trepeta, ko prideš ti, objame me veselje, se včasih zdi, da sem že v večnosti. Ti dvigneš me, postaviš na vrh gore. Ti dvigneš me, z menoj greš čez vodi. Čutim moč, ko nate se nasloni. Ti dvigneš me v novo upanje. Ti dvigneš me, postaviš na vrh gore. Ti dvigneš me, z menoj greš čez vodi. Čutim moč, ko nate se nasloni. Ti dvigneš me v novo upanje. Ti dvigneš me, postaviš na vrh gore. Ti dvigneš me, z menoj greš čez vodi. Čutim moč, ko nate se nasloni. Ti dvigneš me v novo upanje. O Jezus, ti si moje
Preleko bi nadaljevali z gledanjem in poslušanjem naslednjih pesmi, bi se združili še v molitve. Gospod dragi, mi smo te hvaležni za te dan zahvale. Hvala ti, Gospod dragi, daleko se zavedamo, što smo, Gospod dragi, odkje prihajajo vse dobrine, ki jih imamo. In Gospod, v tom dnevi zahvaljevanja smo ti resno hvaležni za naše življenje, ki si nam dal, Gospod dragi, za zdravje, što ga imamo. Gospod dragi, hvala ti, da se ti skrbi za nas. In Gospod dragi, hvaležni smo ti za vse dobrine, ki smo jih pridelali na naših poljih, vrtovih. Gospod dragi, hvala ti, da dobro skrbi za nas. Hvala ti, Gospod dragi, tudi za naša delovna mesta, ki jih imamo. Daleko za svojim delom prehranjujemo svoje družine, Gospod. In hvala ti, Gospod, resnično tudi za vse darove, ki nam jih ti daješ na duhovne plate, Gospod dragi. Daleko tebi služimo, daleko se zbiramo preko vseh možnosti, ki ne jih ponujajo gnezdi naša tehnologija. In Gospod dragi, to te prosim, da tudi če smo nadaljavo povezani, da ostanemo in smo v tvojem duhu povezani. Amen. Poslušamo še par pesmi in v tem tudi odpremo svoje srca za Božjo besedo, ki bomo jo kasneje poslušali. Za sonca svetlost, za drago roso in za vse dare te hvalimo. Hrano, pitvino, v mnogim blagoslov si nam ti vsem dal, hvala tebi. Mnogo smo dužni, naš Oče dragi, za vse to se ti zahvaliti. Skrb mil na dušo, ti si se brinil za naše telo, hvala tebi. Mladi in stari, mali in veliki, vsi zdaj iz srca te hvalimo. Vsta zdaj naša, iz vsega srca tebi spevajo, haleluja. Tebi spevajo, haleluja. Jezus, hvala ti, da nas ljubiš. Hvala
in da nam gre na zemlji kljub vsemu zelo dobro. Hvaležna sem Jezusi, ki nas čuva, ki nam je odpustil grehe, za atja pa mamo, pa za sestrico, pa za hišo, pa kaj je vedno ob nam, pa kaj smo zdravi. Hvala Jezu za novo hišo. Hvala za mamo, pa za atijo. Hvaležen sem za vse svoje legokoce. Hvaležen sem za našo kmetijo. Ker sedlačka, a te pa mamo naučila sadijo, saditi mleko, saditi je po bobico, sedlačka. Hvaležna sem, da mi je Bog dal talent za flavto. Hvaležen sem, ko imate ati pa mamo službo, za milost, za zdravje, pa za čisto vodo. Hvaležna sem za brataca, za mamo pa za atija. Hvaležen sem za vse talente, ki mi jih je Bog dal. Hvaležna sem za topel dom, družino, prijatelje in Božjo besedo. Partineja? Ježek, jati, babo. Ajde. Jaz sem hvaležen za bicikel, tobogan, za Zaro in za Enoha, za tobogan. Jaz sem hvaležna za mojo družino, za tobogan, bicikel in za hišo. Hvala tudi, da imam še sestrično Elo in da imam toliko bratrancev in sestrič. Adijo! Adijo!
Upam, da ste uživali v slavljenju in da ste fejs doma tudi skupaj z glasbenikami ali pa z našo deco popevali. In to smo prišli zdaj tudi do Božje besede in rad bi, da pogledamo, ko nam Gospod še v tom jutri ob dnevi zahvale tudi povedati po svoje besede. Ne zdaj dan zahvale, sem se pital, kolikokrat smo mi že v življenju pravili, hvala Bogu. In to vprašanje se mi je v bistvu pojavilo zdaj v teh dneh, da v nedeljskih bogoslužjih obravnavamo 10 Božjih zapovedi in eno od teh pravi, da naj po nemarnem ne uporabljamo Gospodovega imena. In to pravimo, hvala Bogu, ko imamo v mislih, je to le fraza, štero povemo iz navade, ali sploh mislimo, ko povemo. Ampak če globše pogledamo ali razmislimo, vidimo, da je to v bistvu molitev. Mi se Bogu zahvaljujemo za stvari, ki smo jih dobili, ali za stvari, ki so se nam zgodile. In gnezdo je den zahvale, se čemu Bogu še posebej zahvaliti za vse dobrine, ki smo jih dobili v toku tega leta oziroma ki jih dnevno dobivljamo. K temi zahvaljevanja pa pošlje tudi en dogodek iz Jesusovega življenja. Nidos je bil na poti v Jeruzalem in to je srečal eno mlajšo skupino ljudi, štere so tematiko zahvaljevanja doživljali vsak na svoj način. In rad bi ga skupaj preštejmo iz Lukovega evangelija, 17. poglavje, od 11. do 19. vrstice. Ko je potoval v Jeruzalemu, je hodil med Samarijo in Galilejo. Ko je prispel v neko vas, mu je prišlo naproti 10 kovovih mož. Oddaleč so se ustavili in na ves glas govorili: Jezus, učenik, usmili se nas. Ko jih je zagledal, jim je rekel: Pojdite in pokažite se duhovnikom. In med potjo so bili očiščeni. Ko je eden izmed njih videl, da je bil ozdravljen, se je vrnil in z močnim glasom slavil Boga. Padel je na obraz pred njegove noge in se mu zahvaljeval. In ta je bil Samarijan. Jezus pa je odgovoril: Mar ni bilo 10 očiščenih, kje pa jih onih 9? Ali ni bilo nobenega drugega, da bi se vrnil in počastil Boga, razen tega tujca? In rekel mu je: Vstani in pojdi, tvoja vera te je rešila. Jezus je bil na poti med dvema zasovraženima področjima, med Izraelom in Samarijo. Kljub sporu med narodi je teh 9 Izraelcev vzelo med sebe enega Samarijana, kajti združila jih je njihova neozdravljiva bolezen. Imeli so eno skupno breme, skupno težavo. A prav ta zasovraženi Samarijan je odreagiral v bistvu na koncu, tako bi to mi od Izraelcev pričakovali. Našo pozornost bi pa najprej posvetili temu enemu tujcu. Da je opazil, kad ga je Jezus ozdravil, se je takoj vrnil in se Jezus zahvalil. Ne je zavlečeval, tudi ne je dovolil, kad bi ostali na njega vplivali, kajti za njih je bila zahvala na drugom mestu. Imeli so bolj pomembne stvari. Ampak te Samarijane je opazil, da je njihova pot napačna. Zanje je bilo zelo jasno: moram se vrniti in se Jezusu zahvaliti. In kako je to izgledalo? Zapisano je, da je z močnim glasom slavil Boga. Na ten način se je zahvaljeval. Z močnim glasom je slavil Boga. Mol nenavadno. Draga cerkev, slavljenje Boga je zahvaljevanje Bogu za to, ko On je. Zato, ko je On za nas napravil. V bistvu je to en najbolj veličasten način, ali pa edini način, šterega le, ko mi napravimo za vse to, ko mi od njega dobivamo. Pavel piše v 1. Korinčanom 10. poglavje 31. vrstice, to pravi: Naj si torej jeste ali pijete ali delate kaj drugega, vse delajte v Božjo slavo. Da to vrstico opazujemo, vidimo, da v bistvu naše celo življenje mora biti zahvaljevanje Bogu. To pomeni, da živimo življenje
nad štiri, da je imel naš Bog veselje. Kako pa to lahko? To je odvisno od nas samih. Kako se naj Bog veseli nad našim življenjem, če se pa mi sami ne veselimo nad svojim življenjem? Ali noče povedal, če mi s svojim življenjem ne osrečujemo Boga, kako bomo tudi mi potem sami nad svojim življenjem imeli veselje? In ne samo mi sami za sebe, ampak kako bodo videli to veselje in to radost, ki ga Gospod daje v naše življenja, naši soljudje, naši prijatelji. Mi smo izzvani, ko živimo v Božjo slavo, v Božjo hvalo in to nas izreva naše življenje in to nas ljudje opazijo. Navodilo za takšno življenje pa najdemo v Božji besedi in znate, te navodila je zapisal tisti, ki je tudi ustvaril nas same, ki nam je dal življenje, tisti, ki nas najbolje pozna, in to je naš Bog. Boga pa ne slavimo samo za našimi življenji, ampak tudi za svojimi besedami, za pesmami. Pri tem pa ne treba nekaj posebnega delati, ampak mi moramo enostavno postaviti Boga v ospredje in ga v vsej njegovi veličini in dobroti slaviti. Kajti le njemu pripada vsa slava, hvala in čast. Slavljenje in zahvaljevanje pa je edino to, ko mi damo Bogu v zahvalo za to, ko je On po njegovem Sinu Jezusu Kristusu napravil za nas. Če želimo živeti kot novorojeni kristijani, je naša življenjska naloga, ko Boga slavimo v svojem življenju. S tem, da ga slavimo ali ga hvalimo, se njime približujemo in ga doživljamo. O tem štejemo v psalmih in to smo dostakrat izzvani k slavljenju Boga. Naprimer, psalm 156 vrstič to pravi: vse, kar diha, naj hvali Gospoda. Ali pa psalm 63 od 4. vrstice naprej: zakaj tvoja dobrota je boljša kakor življenje. Moje ustnice te smejo slaviti. Tako te bom slavil v svojem življenju, v tvojem imenu bom zdigoval svoje roke. Znate, poznate dobro besedo haleluja, da pomeni slava Gospodi. Bojmo Gospodi hvaležni, slavimo ga. In prav na tej dan, na dan zahvale, se lahko navčimo, da Boga ne slavimo le samo v eni naši skritoj kamri, v vsej ponižnosti, ampak smo izzvani, da Boga slavimo tudi na ves glas, v javnosti. To, kako je to delo tej ozdraveli Gobovec, naj čujejo vsi, naj vsi znajo, da se mi nad našim Gospodom veselimo. Naj to ne res skrivnost, naj to ne delamo na skrivno, ampak v vsej javnosti, z veseljem, z radostjo. Seveda, da nas nekateri ljudje malo čudno gledali, ampak Bogu dajemo slavo, hvalo in čast. Ko nas pa ovira v našem življenju, da Gospoda ne slavimo, to smo kasneje pogledali, ampak probajmo dati Bogu čast in hvalo. In zdaj je pa dosta, ko smo učili o tem, ko smo najzahvalni. Zdaj pogledamo še, kako smo lahko zahvalni, kako lahko Boga slavimo z glasnim glasom. V bistvu je to zelo enostavno, kajti ne obstaja neka določena formula, ki je pravila tako ali ovak moramo to napraviti, ampak mi imamo privilegijo, da nas Bog stvarnik, imenuje za svoje prijatelje. In on od nas pričakuje tudi to, da imamo takšen odnos. Mi se lahko z našim Bogom, stvarnikom, pogočavljamo kot z dobrim prijateljem. Povej njemu, da se nad nekim ali nad eno stvarjo veseliš. Povej njemu to z svojimi besedami, se jim zahvali. Ne ti treba to dolgo formulirati ali napraviti nekšno posebno sveto formulo. Ne, pomembno je, da to pride enostavno iz iskrenega srca in vse drugo je obstransko. Znam pa, da nekaterim to tu težko spadne,
kaj ti ne najdejo pravi besed. Ampak, draga cerkev, da čutiš zahvalo v svojem srcu in ne najdeš besed, da bi jih lahko izrazil, si vzemi Biblijo v roko in daj Bogu čast v tem, da šteješ Božjo besedo. Da šteješ psalme, naprimer zadnjih 6 psalmov ali pa psalm 65, koliko sem že omenil. Lahko si poješ pesmi, naše stare, prekmurske ali pesmi v slovenščini. Lahko si popevraš pesmi slavljenja, te bolj moderne bi pravile. Lahko se vklopiš na YouTube video spot in poslušaš pesmi slavljenja. Vklopi se dobro glasbo, poslušaj. Izkoristimo vse stvari, ki so na razpolago, da damo Gospodi slavo, hvalo in čast. Rad bi, kad nadaljujemo našo zgodbo. Naš Samarijan pride pred Jezusa, se vrže na tla in se njimi zahvaljuje. Znate, spodniti na tla pred Jezusom. To pomeni, da se njimi daješ popolnoma na razpolago. Te način so uporabljali v preteklosti, da so spadli pred poglavarje, pred kralje. Gnezden to izražamo za svojimi besedami v eno iskreni molitvi. Gospod, tu sem, predajem se ti. Gospod, tebi ščim služiti. In spet opozarjam, te besede ne do samo ena fraza, bo to more priti iz iskrenega, predanega srca. Samarijan je za svojim dejanjem sam sebe daroval za zahvalo. S tem svojim dejanjem pokazal in pravil, Gospod, postane ti gospodar mojega življenja. In dragi poslušalci, to mi gnesti lahko napravimo. Še ne prespozno, če mi svoje življenje zavipamo njemi, postanemo novi ljudje. Tako, kot je to gradil Samarijan. On, da je spodil pred Jezusove noge na svoj obraz, je s tem v ponižnosti pravil, Jezus, ti si moj Gospod, jaz sem tvoj služabnik. In njega bolje častnega mesta, kot pod Jezusovimi nogami. Kaj ti moj ges more izginiti. In to je pravo nasprotje današnjega časa, našega modernega časa, da se izgrajuje vsaka oseba sama sebe. Da pravimo, da moramo imeti močno samopodobo, da moram uveljavljati moj ges, meni moje. To je takrat bilo najpomembno za tega Samarijana, kajti Jezus je bil v spredje. In to mora biti v našem življenju. Jezus mora biti v središču dogajanja in on mora biti Gospod nad našim življenjem. Jezusov odgovor na Samarijanovo dejanje pa je bil takšen. Pravi njime, tvoja vera te je rešila. In sploh je čudno, da se je to med človeki v bistvu od sreče skoraj zmešalo. Na ves glas je kričal in slavi Boga. Postanil je on eden novi človek. Postanil je zdrav človek. Postanil je odrešen človek. Našel je svojega Gospoda. In to ponuja Jezus tudi vsem nam. Vsem nam, ki me zdaj poslušate prek spleta. Jezus ima s tebe dobre načrte. Načrte blaginje nas uči Božja beseda. On nam uči najboljše. Zdaj pa pridemo še k tome žalostnome dele te zgodbe. Da je Jezus pital, mar ne bilo 10 očiščenih, kje je ostalih 9? Pa mar se nišče ne prišel Bogu zahvaliti, razen toga tujca. Samarijan bi rekel, da je odgovor ene ali druge, ampak on je vzorno molčal. Kajti ne je bilo v njegovi pristojnosti, ka bi obtoževal ali obsojal ostale. Tudi mi nikogar drugega ne smemo obsojati zaradi njegovih dejanj. Rad bi, pa ko si pogledamo 10 oziroma 9 vzrokov od teh 9 ozdravljenih Judov, zakaj so se ne oni prišli Jezusi zahvaliti. To sem ga malo svoje ideje vključil, ko bi lahko bilo. Kot prvi ozdravljeni bi to lahko pravil. Pa znate, zahvalnost, to se ne da ukazati. Če ona pride od srca, naj pride ali pa sploh ne.
V svojem življenju sem zaradi bolezni že toliko stvari plačal, toliko sem trpel in zdaj sem naj bil zahvalen. Pa zahvalen naj bodo zdravi ljudje, ker so splojni, betežni gratale. Drugi, vzdravljeni, bi lahko to prav, joj, pa toliko sem pozabil, pa enostavno sem pozabil, znate, veselil sem se toga, ker sem ozdravil in hitro sem bežal k svojo ženi domov, ja, veseliva sva bila, nekaj časa sva se veselila skupaj, ker sem pa zdrav, ampak potem se je vrnilo vsakodnevje. Pa zdaj znate, kako je delo, pa skrbi, pa pozabil sem. Pa, saj Jezus mi ne da zamero, on zna, kakšno je življenje, on nas pozna. Tretje vzdravljene, veliko pravno, pa iskreno povem, meni je zelo narodno, ker sem to ne napravil. Če samo pomislim, kako smo mi živeli, bili smo zaničevani, bili smo brezdomci, vse neprestano v bolečinah. In to, ko je bilo, gre več na to, sploh več še nazaj misliti. Ko je minilo, je minilo. Četrte ozdravljene bi lahko pravo. Znate ko, v življenju dobiš nika za šenke, nika ti ne podarjenega. To je moja izkušnja. Križ terega gejmo si ga moram trdno prislužiti, svojo kučo sem za svojimi lastnimi rokami pa življami napravo, stvari, ki jih nucam, jih plačam in zato se mi ne treba zahvaljevati. Pa to, ko mi je Bog ustvaril, pa v bistvu že celo življenje v cerkvi desetino davam. To je njegova naloga. Pete ozdravljanje bi prav mogoče, sram me je, res me je sram, ko sem se ne šel Jezus zahvaliti. Ampak do sem prišel domov, znate, veselje je bilo to veliko, deca so po meni skakali, moja žena me je objemala in mojo vrnitev smo v družinskem krogu proslavljali. Vedno znova sem se pravil, jutro pa resam, jutro pa se idem njimi zahvaliti. In pa mi je nekaj zmes prišlo. In potem naenkrat sem čul, ko so tega Jezusa umorili. In zdaj se jim več ne morem iti zahvaliti. Sram me je. Šeste ozdravljene, je lahko pravo. Pa šel sem se Jezusu zahvaliti, ampak ne sem znal, kako se jim naj zahvalim. Ne sem znal, ko jim naj za zahvalne sen. Pa znate, pa praznih rok se ne šika iti nikako mi se zahvaljevati. Ne sem znal, kako jim naj povem. Kajti vse besede se mi zdele premajhne, zato sem raje molčal. Ampak nezahvalen pa sem ne bil. Sedmi ozdravljene, se Jezusi zahvalite, pa to mi sploh ne prišlo na pamet. Pa on je sploh od moje zahvale neodvisen, pa što sem že ga. Pa ozdravljanje, to je njegova naloga, pa tudi v meni se v službi, non-stop idem delati, pa mi nišče hvala ne povej. Osme ozdravljanje bi mogoče pravo še gneslo peče vest, ko sem Jezusi osnovno zahvalo dužen. To je bila moja napaka, ampak takšen pot sem. Žmetno mi je povedati prosim, žmetno je povedati hvala, nimre si pomagate. Znašte, kaj se raje ljudi izogibam. Zato sem večino časa sam, doma, osamljene. Takšni pot sem. In deveto ozdravljene. Opažam, da biti zahvalen ne obveza. Ampak to, da lahko povemo hvala, je privilegij in dar. In tej Samarijan, znate, on je res imel vzrok za zahvalo. On ne samo kaj je ozdravil, on je našel še Jezusa, našel je Boga, on je našel odrešenje, on je našel tistega, komu vse zahvaljuje. Njegovo življenje se je vse spremenilo. Tudi bi si želel, kaj je premenitev tako bilo. To je nekaj možnih izgovorov, štere bi lahko te ozdravljene govovce našli, da so se nešli zahvaliti. Mogoče ste se našli tudi vi sami notri, ali ste se lahko poistovetili med temi 9 možnostmi. Mogoče nekaj drugega.
ko ste se vi spomnili. Ampak tudi sami sebi postavimo vprašanje, ali spada med teh 9, ki se Bogu premalo zahvaljujemo. Ali pa sem kot Samarijan, ki dnevno vidim in doživljam njegovo dobroto in milost in ga zaradi tega slavim. Dragi poslušalci, dostakrat si mislimo, ko se Bogu moramo zahvaliti, ali pa ko smo se Bogu pozabili zahvaliti za male stvari. Ampak rad bi vas pital, kdo smo se zahvalili za velike stvari? Kdo smo se nazadnje Bogu zahvalili za življenje, ktorega nam je dal? Kdo smo se nazadnje Bogu zahvalili za naše družine, za prijatelje? Kdo smo se zahvalili za dejstvo, da lahko živimo v mirnoj državi? Na tisoče stvari, za štere bi se mogli Bogu zahvaljevati in ga na ves glas slaviti. Ampak žal so te stvari gratele za nas dostakrat čistak samoumevne, vsakodnevne. Ampak Boga prosite, to pa smo bolje navajeni. Te znamo svoj glas vzdigniti in kričati pred Gospodom, dokaj nucamo, da nekaj manjka. In v takšnih trenutkih nam je najtežko najti besed. Točno znam, ko nucam in to prosim Gospoda. In vrvlen, da dobim. In mislim, da obstaja dosta več ljudi, ki od Boga dobre stvari dobijo, kot pa takih, ki se njimi za to tudi zahvalijo. In pa tudi, da je dosta večje število ljudi, ki Boga nekaj prosijo, kot pa tistih, ki se Bogu zahvaljujejo. In ko se navrnem na začetek vprašanja, kolikokrat uporabljamo to frazo ali besede, hvala Bogu. Poskušajmo v svojem življenju, da to ne je fraza, ampak da je to resen, iskreno izrečena, kratka molitve pred našim Bogom za to, ko smo dobili. Enkrat sem zasledil en zanimiv zapis in pravi tok, na 2 stvarih sem začuden. In sicer nad trajno Božjo ljubeznijo kljub človeški nehvaležnosti in pa nad trajno človeško nehvaležnostjo kljub Božji ljubezni. Iskreno moram priznati, da sem tudi jaz pogosto teh 9 nehvaležnih gobavcev. Na podlagi te zgodbe pa sem se dosta navčil in mogoče ste tudi vi v tej situaciji. In zdaj lahko iskreno povemo, hvala Bogu, da mi daje še možnost, da se lahko vrnem nazaj k njemu, da ga lahko slavim in se njimi zahvaljujem in k temu pozivam tudi vse nas. Psalm 103, 2. vrstica to pravi, slavi moja duša Gospoda, ne pozabi nobenega dejanja njega. Slavimo, ne pozabimo na našega Gospoda. In za zaključek bi rad, ko napravimo eno takšno malo praktično vajo. S pomočjo naših prstov na rokaj, moglo bi jih biti 10, razne prenošno ati jih je 9. Se spomnimo, da 10 stvari, za štere smo lahko Bogu zdaj v tom trenutke hvaležni. Vzemimo si trenutek časa in malo razmislimo. Naštejmo jih kot mala deca na svojih prstih. In znate, povabil vas, da to vajo v naslednjem tednu vsak dan ponovite. Vzemite si čas, gojno, večer in naštejte 10 stvari, za katere ste v tom dnevi, prav v tom dnevi, konkretno hvaležni našemu Bogu. In dajte njemu s tem slavo, hvala in čast. Draga cerkev, bojmo Bogu zahvalni, slavimo ga na ves glas in zavipamo, kada je on nekega dneva k nam prav tudi tvoja vera te je rešila. Amen. Lahko še sklonimo svoje glave k kratki molitvi.
Gospod Jezus, hvala ti je. Resno ti je hvala za vso tvojo dobroto. Gospod, za vse, ko nam ti daješ. Dnevno, Gospod dragi, vse, ko sprijemo ali smo že sprijali, Gospod, v svojo preteklosti. Gospod, zdaj v tom trenutku, da stojimo pred tebo, te prosim, da nas ti oprostiš našo nehvaležnost. In Gospod, istočasno se ti zahvaljujem za tvojo zvestobo, kljub naši nehvaležnosti. Prosim te, Gospod, da nas ti spomniš na stvari, da nas ti spomniš vedno znova o naši odvisnosti od tebe. Mi ščemo, Gospod dragi, da si ti naš gospodar, gospodar nad našim življenjem, nad našimi domovi, nad našo pokrajino. Gospod dragi, zdaj ob zaključku tega dneva zahvale blagoslavljam vse, ki poslušajo tvojo besedo, ki so zdaj z nami povezani. Gospod dragi, blagoslavljam vse tiste, ki, Gospod dragi, tebe mogoče ne poznajo, da odpreš njihova srca, da te spoznale. Gospod dragi, blagoslavljam tudi te kraje, v katerem živimo. Hvala te, Gospod dragi, za rodno zemljo, katero si nam dal. Hvala te za blagoslovljene kraj, v katerem lahko živimo. Blagoslavljam tudi, Gospod dragi, našo vlado, lokalno, državno, Gospod dragi. Gospod, se tudi zahvaljujem v tom času, posebej za vse odločitve, ki jih morajo sprejemati, tudi za, Gospod dragi, vso zdravstveno osebje. Hvala ti za njih, za njihovo požrtvovarnost, za delo, ki ga opravljajo v naše dobro. Gospod dragi, daj nam resnično ena zahvalna srca, tudi zdaj v tom času, da nas ogroža te virus. Smo ti lahko zahvalni, ker znamo, da je tvoja roka nad nami, da ti nad naša življenja ne pištiš več, kot pa smo mi sposobni nesti. Gospod dragi, poveži nas ti, zdaj prek spleta in kasneje tudi, da bomo se spet videli. Naj bo tvoje sveto ime proslavljeno. Amen. Za zaključek pa prisluhnimo še ene pesmi, ki uči, da smo mi več kot zmagovalce. Zakaj? Zato, ker je Gospod na križi že zmagal za nas. Ne pozabimo njim biti tudi za to hvaležni. Amen. Ti si tak, ki kliče me, ti si mi vse, ti si takoj.